pozdravljeni v še enem čisto svežem svetovnem intervjuju, ker tokrat gostimo drugačno, drzno, ekstravagantno pevko, tekstopisko in producentko July Jones. Lepo pozdravljena. Greva kar na začetek. Pred slabim mesecem si v bistvu kot komet prišla na slovensko glasbeno sceno in navdušila, razburkala. Je bil to tudi tvoj namen malo prevetriti, bomo rekli, vetrove na sceni glasbeni? Ja, definitivno. Mislim, da jaz sem že vnaprej vedela, da je moja glasba res nekaj novega in tudi moj videz, tako da sem vedela, da bojo v bistvu ljudje mogoče malo presenečeni in res sem vesela z odzivom. No. Super, tole bova še obdelala pol glasbe malo, ampak zdaj pa najprej k temu, kar verjetno te vsak vpraša, in sicer tvoje ime July Jones. Kako je sploh prišlo do njega, zakaj si se za to odločila? V bistvu moje rojstno ime je Julija. In ko sem bila v bistvu v tujini, ga noben ne zna izgovoriti in v enem momentu mi je bilo, oh my god, ne morem več tega imeti. In rojena sem bila pa v juliju, tako da sem si potem spremenila ime v July, kar je v bistvu samo prevedeno v angleščino. Jones pa je zraven prišel, smo zbirali priimke, ki bi šli zraven. July Jones je zvenel ikonično in potem smo se zmenili za July Jones. Obe imeni sta pa moje imeni. Super, zdaj ti si Ljubljančanka po rodu, tudi zaprisežena Ljubljančanka, zaljubljena v Ljubljano, ki si odšla na študij v Ameriko. Če mi poveš, je bilo težko sprejeti takrat to odločitev, da si šla, pa tudi recimo podpora staršev je pomembna pri teh stvareh, ne? Ja, jaz sem šla v Ameriko pri 15 letih. Jaz sem zaljubila v gospel glasbo in v bistvu v tistem trenutku sem dojela, ok, gospel je v ZDA, in tja zdaj grem, potem sem šla domov in sem mami rekla, jaz grem v ZDA, jaz bom našla pot, da grem v ZDA. In mami je rekla, vsekakor ne greš, ker si stara 15. In potem sem v bistvu našla način, da imamo en program tukaj v Sloveniji, ki te v bistvu da v gimnazijo v Ameriki. Dobila sem štipendijo in takrat sem pol šla. Zdaj, po šolanju v Ameriki si se preselila v London, kjer je zdaj tvoj drug dom, oziroma prvi dom, če temu tako rečeva, kjer ustvarjaš in živiš. Se je bilo težko privaditi na življenje v Londonu? London je zelo veliko mesto, tako da recimo kot tujec je težko uspeti. Mislim, da ljudje ne dojamejo, koliko dela moraš ti vložiti, da v eni taki državi, sploh zahodni državi, koliko enega truda je to, da uspeš. Tako da prvi 2 leti sem v bistvu samo nastopala po vsakem baru, vsakem klubu, v vsakem bendu sem nastopala. Potem pa sem dojela, v bistvu, da s pisanjem glasbe bom nekako prišla v te kroge, ki so malo višji v glasbi in v bistvu sem potem začela pisati za enega artista, za drugega artista in tako se je pol moje ime nekako začelo. Ja. Sama si lahko temu rečeva tudi en velik zgled vsem mladim, ne? Je to tudi tvoj cilj, da v bistvu nekako mlade pošljaš v svet? Ja, moj največji cilj v karieri je res pokazati, da ni važno, kje si rojen, kdo si, skod si, da lahko uspeš v čemerkoli, ne samo v glasbi, ampak da sem nek vzor, da se v tujini da mladi imajo lahko velike sanje in da sanjajo veliko. Kaj pa so še tvoji cilji v življenju oziroma tvoje poslanstvo? Moji cilji so, da enkrat napišem glasbo za Beyoncé. V bistvu cilji so bolj, da pišem glasbo, kakor jo zdaj delam, da nastopam po svetu in da živim od glasbe, kakor živim zdaj, tako da v bistvu že danes živim svoje sanje. Zdaj, zate mnogi pravijo, da si drzna, ekstravagantna, vrhunska, mlada, drugačna in vse to, kako sama gledaš na te oznake? Ja, jaz sem zelo hvaležna za take oznake, tudi cela v bistvu, kako so se ljudje odzvali name, sem tako res presenečena, ker vem, da sem nekaj novega in vem, da včasih je to malo strašno za ljudi, tako da sem ful hvaležna za te oznake in za vso podporo, ki sem jo dobila. Zdaj, na odru si vsa taka drzna, energična, tako, v resnici pa zelo v bistvu simpatična pa prijazna, tako, to nekako ljudje po mojem ne znajo čisto točno skupaj dati, ne, te stvari. Ja, v bistvu jaz sem vsakodnevno malo sramežljiva, nisem tako kot na odru, mislim, da je to nek alter ego, ki ga moraš dati, ker na odru je res sploh, ko uživo nastopaš recimo na EMI, sploh si ne moreš misliti, koliko je to enega pritiska, ko ti gledaš v ono kamero in enkrat imaš
eno možnost imaš, da ti uspe. Tako da takrat moraš res dati nek alter ego na sebe, ampak vsakodnevno pa jaz imam rada naravo, rada sem v gorah, najraje sem v Kranjski Gori, tako da imam v bistvu nekako dve osebnosti. Super, to je vedno dobro. Ja. Zdaj, kar se pa mode tiče, je zelo drzna, zelo gola, ampak vseeno slišal sem, da tudi v bistvu nastopaš vedno samo s 3 barvami, torej črna, rdeča in pa bela. Ja. Zakaj to? V bistvu danes nosim malo Ferme, by the way, ker Super. mi je res top oblikovalka. V bistvu z rdečo, črno in belo, vse se je začelo z rdečo barvo, ko sem zmeraj nosila rdečo šminko. In v bistvu je vse šlo na rdečo, ampak potem sem dojela, ok, ne morem zdaj celo življenje imeti samo rdeče, ker se mi bo zmešalo. Tako da potem sem še belo v črno nekako vključila in mislim, da je v bistvu to dati neko prepoznavnost, vejo ljudje, ko je rdeča, črna in bela, da je pač to July Jones in da je pač del moje znamke. Evo pa danes smo še kaut zrihtali rdeča. Ok, zdaj pa če se dotakneva še letošnje Eme. Sama si navdušila s pesmijo Girls Can Do Anything. O čem govori, kaj je sporočilo pesmi? V bistvu s sporočilom tej pesmi bi hotela sem nekako pokazati, da so dekleta zmožna vsega, da se lahko oblačimo, kakor se hočemo, da se lahko izražamo na kakršenkoli način. Hotela sem pokazati nek novo, moderno žensko, vem, da sem nekaj drugačnega, tako da vem, da se lahko veliko mladih poistoveti nekako z mano, s tem, kako se izražam in ker tega ni dovolj v medijih, se mi zdi, da je primerno za to leto. Slišal sem, da pripravljaš tudi videospot za to pesem, torej se bodo lahko mladi še bolj poistovetili? Ja, videospot komaj čakam, zaradi tega, ker v Sloveniji je tako, da pred Emo mi ne smemo v bistvu izdati komada, tako da komaj čakam, da lahko res izdam studijsko verzijo in video, ker je res to, kar sem si zamislila v glavi. Nori vizualni projekt je, tako da ful se veselim tega. Kaj pa album? Te to tudi čaka? Ja, letos v bistvu delam album v 3 delih, 17 komadov izdajam. Prvi del pride ven aprila, single je Girls Can Do Anything, plus 6 pesmi. Drugi del potem 2 meseca kasneje, tretji del 2 meseca kasneje, tako da imamo polno leto samo turneje in polno leto izdajati albuma. Lih si omenila turnejo, menda takoj naslednji dan že po Emi, skoraj letiš nazaj v London, kjer štartaš turnejo svojo. Ja, teden v bistvu po Emi grem na turnejo z Junako, ki je en velik band v Angliji, tako da imamo angleško turnejo. Potem grem na turnejo z Years and Years, potem imam turnejo z Slater, ki je ameriška pevka, tako da celo leto imam samo turneje in upam, da vmes še Eurovizija. Lih se hotel vprašati, bo sploh najdla čas za Eurovizijo, boš? Maj sem si pustila prazen. Super. Evo, July, to je to. Hvala, veliko sreče v soboto na Emi. Hvala. Držimo pesti in srečno še naprej. Najlepša hvala. To je bilo to, mi pa se zopet vidimo v naslednjem svetovnem intervjuju.